Dober večer, vsem skupaj. Prišel sem do govorniškega odra. Danes bomo govorili o vrtanju, in sicer ne o takem enostavnem vrtanju nekaj metrov, nekaj 10 metrov, ampak o globokem vrtanju, ki seže tja nekaj kilometrov v globino zemljine skorje. Kaj več nam bo povedal izredni profesor dr. Željko Vukelić, predstojnik oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Konec 80. let je bil pri tedanjem Geološkem zavodu Ljubljana vodja projekta pri raziskavah za podzemno skladiščenje plina in geotermalno energijo. Vodil je projekte raziskovalnih vrtin do globin okoli 1800 metrov. Od leta 2000 je zaposlen na Naravoslovno-tehnični fakulteti. Pri študentih je priljubljen predavatelj, nosilec več predmetov, med drugimi predmeta globinsko vrtanje. Bil je mentor številnim diplomantom in magistrantom, raziskovalno se ukvarja z odvodnavanjem podzemnih voda iz rudnikov, energetsko izrabo geotermalne energije, raziskovalnim vrtanjem in energetskim politikami. Je recenzent na področju rudarstva in geotehnologije, cenilec in sodni izvedenec za rudarstvo in geotehnologijo ter pooblaščen inženir v rudarstvu in gradbeništvu. Napisal je številna strokovna poročila o geotehnoloških projektih in strokovne članke domači in tuji periodiki. Udeležuje se strokovnih in znanstvenih srečanj doma in tujini. Toliko predavatelju, zdaj pa kar prosim, da nam pove. Najlepša hvala, profesor, za lepo predstavitev. Spoštovani, prav lepo bi vas pozdravil. Nekako tema, o kateri bomo danes se pogovarjali, katero vam bom poskušal predstaviti. Tukaj tudi nekaj mojih kolegov z Geološkega zavoda, z fakultete, ki to problematiko dobro poznajo. Je pa zato, da bi vam rad predstavil to, kar se včasih zdi samoumevno, ko geotermalna voda priteče, ko plin izhaja iz vrtine, da je to nek zelo enostaven proces. Daleč od tega, ker inženirji, stroka, vse te stvari, ki se dogajajo, ko vrtamo v podzemlju, moramo imeti neko zelo jasno predstavo o tem. Kot je bilo omenjeno, od leta 2000 sem na službi na fakulteti, prej sem bil zaposlen na Geološkem zavodu Slovenije. No in kot mlad inženir v letih 87-88, ko sem pričel, sem bil pač pomočnik na vrtini LK1, to je tukaj pri Beričevem. To je vrtina, ko je svoje čase Geološki zavod vrtal in takrat je bila izvrtana 1800 metrov globoko. Iskali smo pa primerne lokacije po Sloveniji za podzemno skladiščenje plina, potem se je to v 90-ih letih ustavilo te raziskave. Verjamem pa, da ste sigurno o tem kaj že slišali tukaj na matici od kolega Markiča. Mislim, da en tak, da rečem, ta slika je dejansko od delovišča, ki se danes dogaja. To je reinjekcijska vrtina v Dobrovniku. Kasneje se bo malo bolj predstavil to globoko vrtino. Je ena prvih teh reinjekcijskih vrtin v Sloveniji po metodi, kjer gre za stvar kmetijstva in da bi pač ohranili ta geotermalni potencial v severovzhodni Sloveniji. Seveda bo potrebno v bodoče povsod, kjer izkoriščamo globoko geotermijo, se tudi srečati z reinjekcijskimi vrtinami. Verjamem, da tisti, ki ste poslušali, da je tukaj več o tem povedala
kolegica Armanova. Zdaj, to je ena taka splošna karta. Vse te rumene pike predstavljajo našo severovzhodno Slovenijo in to je dejansko največ teh globokih vrtin se je zgodilo na tem območju in dejansko je to najbolj perspektivno področje sedaj za izrabo geotermalne energije, vendar žal smo se pa za določenimi zakonodajnimi postopki pa odpovedali zalogam plina, tam se še ocenjujejo, to kolegi geologi bistveno bolje vedo od mene, se ocenjuje tam nekje, da smo bomo pustili nekje okrog 10 milijard kubičnih metrov tega plina, s tem, da v Sloveniji pa na letni ravni porabljamo okrog milijardo kubičnih metrov, tako v gospodinstvih in industriji. Seveda, iz teh vrtin ni možno zagotavljati take letne proizvodnje, vendar to je eden od teh energentov, sicer bogohletno danes govoriti o fosilnih gorivih, ki je pri nas in je nam na voljo, podobno kot premog oziroma lignit v Velenju. Vendar temu se zaradi zelenega prehoda in tako naprej temu se odpovedujemo. Zdaj, to je ena taka splošna slika. Kot je bilo najavljeno, govorili bomo o vrtinah, ki so več tisoč metrov globoke. To pomeni, zdaj v povprečju so vrtine, kjer so se vrtale za nafto in plin, so pač tam okrog 2000 in več metrov. Najglobja vrtina na svetu, ki je bila izvrtana, je 12.262 metrov v Murmanski regiji področje Rusije, vendar ko iščemo po spletu informacije o tej vrtini konkretno, je o tem zelo malo znanega oziroma je zelo malo na voljo. Še danes, ko sem se pripravljal za to predavanje, sem šel še na splet pogledati, ali bi bilo kaj več od te vrtine na voljo, vendar drugega kot, da je zvrtana do te globine in danes nekako, da je tudi v narekovajih tudi likvidirana oziroma zaprta. V Sloveniji se lahko pohvalimo v Ljutomeru z vrtino 4048 metrov, kjer naj bi bil nek geotermalni potencial, vendar raziskave zadnje, ki so bile 10-15 let nazaj, se ta vrtina ni izkazala kot nekak perspektivna vrtina. Zdaj, kako se začne z globokim vrtanjem? Vedno potrebujemo nekega naročnika. V preteklosti je dostikrat bila to država. V drugi svetovni vojni, naprimer ravno na Petišovskem polju in tako naprej, so največ teh globokih vrtin izvrtali Nemci, ker so iskali pač nafto za svoje pogone za vojaško industrijo in tako dalje. No in potem skozi zgodovino v Jugoslaviji, pa nazadnje v Sloveniji ob nekih raziskavah na področju plina, kakšnih bistvenih raziskav na tem področju nismo delali, tako da bi poglabljali vrtine. Nekaj bom omenil v tem primeru, tukaj so predvsem vrtine PG10 pa PG11, to sta vrtini, ki sta bile tudi v preteklosti leta 2011, če se ne motim, tudi frakturirane za povečanje produkcije plina. In toliko se je v tem smislu dogajalo, tako da danes v Sloveniji nimamo več slovenskega izvajalca, ki bi bil sposoben izvrtati vrtine globje od 1000 metrov in naprej. Tako da trenutno v Dubrovniku vrta dve vrtini 1300 metrov madžarsko podjetje. Kot sem povedal, naprimer, če sebe omenim, poznate, so beli rudarji in črni rudarji.
črni rudarji so tisti, ki kopljajo premog, ki kopljajo mineralne surovine, beli rudarji naj bi bili pa tisti, ki pač vrtamo vrtine, bodi si za nafto, plin ali pa globoko geotermijo. Seveda vse skupaj se začne, ko investitor oziroma nekdo, ki ima koncesijo ali karkoli za raziskave, seveda mora najprej pride do nekega geološkega prognoznega profila. V tem smislu, kar je potem vodilo tlele na tej desni strani, imate en tak schematski prikaz vrtine nekje do 1540 metrov globoke. Zdaj bom vse te faze pojasnil, ker vse to, kar vidimo od tukaj pa navzdol, to se vse dogaja v podzemlju. Na površini vidimo samo vrtalno garnituro in potem tok iz plake, ki nam prinaša na vrtenino. To pomeni, da izdelava tehnične dokumentacije za vrtino, ali pa če rečemo temu projekt, temelji na geološki prognozi. Bodi si, da želimo raziskovati ali vrtati za plin, nafto ali pa da vrtamo za geotermalno vrtino. No, seveda enaki postopki tudi za plitvejše vrtine, tam 500-600 metrov, kar ni tako malo plitvo, pa seveda tudi za pridobivanje pitne vode. Tako da gre za en tak tipičen rudarski projekt, na podlagi katerega postavimo neko strukturo ali pa načrt vrtine. Zdaj ta načrt vrtine, ne vem, koliko se dobro vidi, vendar tle so neke, bom rekel, nenavadne številke, 44 ali pa 444 mm in tako naprej. Namreč tudi v slovenski zakonodaji in tako naprej veljajo API norme za globoko vrtenje, to je American Petroleum Institute, in tam so seveda vse enote izražene v anglosaškem mestnem sistemu, tako naprimer premere izražamo v inčih, ali po domače v colah, tudi če imate doma vodovod, zelo radi vodovodari pojejo 1 cola, 2 coli, in pa seveda globino pa izražamo v fitih, v čevljih. No, te standardi so prilagojeni temu, da imamo najprej nek osnovni primer, s katerim vrtamo, in potem določeno fazo, ko smo izvrtali, naprimer, da rečem tlele za uvodno kolono, ustavimo v to zaščitne API cevi. To bom še kasneje pokazal, kako in na kakšen način, in potem ta del zacementiramo. Pomeni, da imamo en del vrtine popolnoma stabilen in potem nadaljujemo z vrtanjem z manjšim premerom, zoper določen odsek po projektu ali pa glede na geologijo, ki ni vedno, da rečem, popolnoma enaka, kot je prognozni geološki profil, tudi ne more biti. Na polju, kjer je več vrtin, je seveda taka prognoza bolj relevantna in bolj ugodna. No in potem seveda skozi to vrtamo z manjšim profilom, zopet to predselimo, zato ker s tem ohranjamo stabilnost vrtine. Najslabše, kar se nam lahko zgodi, da se nam vrtina poruši. To pomeni, da je to tisto delo bilo upravljeno za manj in to potem stabiliziramo. Seveda, stabiliziramo na drug način, to je z izplačnimi tekočinami, kar vam bom pa tudi potem pokazal v samem nadaljevanju. Eno tako delovišče, rekel 100x300-400 metrov, je kar veliko, no in na tega se pač potem, ko se naredijo vsa pripravljalna dela, se postavi vrtalna garnitura. To je pač vrtalni stolp. Ta vrtalni stolp je še danes, to je vrtalni stolp, ki so ga uporabljali v nafti Lendavi, ko so vrtali te vrtine in se pač ta dejavnost zaradi pomanjkanja projektov danes več nimajo vrtalne ekipe. In pa seveda ob delovišču se postavljajo tako imenovane izplačne jame, v katere prihaja navrtenina iz vrtine. Pomeni tisto, kar smo navrtali, to odvajamo v take bazene,
in seveda to je posebni odpadek, s katerim potem moramo ustrezno zakonodaji ravnati in pa samim projektom. Zdaj, tu je en tak, bom rekel, čist en tak poenostavljen prikaz, kako se, na kakšen način se lotevamo vrtanja globokih vrtin. Na levi ta del, ki je tu prikazan, to je, da rečem, tisto podtalno dleto. Včasih v teh raznih poučnih prevedenih angleških serijah, ko se govori o globokem vrtanju, zelo radi to prevajajo kot sveder. S svedrom vrtamo v zidove, mi imamo v naši stroki popolnoma, da rečem, tak korekten izraz, kjer je to podtalno dleto. Različnih dimenzij, različnih vrst, no in ustvarja se pa, da tako rečem, kot nek krvotok, tako kot imamo pri nas nam kri teče po žilah, je to tako imenovana izplačna tekočina, ki potem v vrtalnem drgovju oziroma težkem drgovju, vse to bom še pojasnil, priteka skozi dleto in dno vrtine izpira in izpira tudi na vrtinino. Vsaka taka globoka vrtina ima tudi tako imenovano geološko spremljavo in geologi na podlagi na vrtinine določajo, skozi katere sloje vrtamo, in ko prihaja do sprememb, oziroma da se odločamo, kdaj bomo vrtino cevili, na ta način se to dobe. Zdaj, tok izplake. Izplaka je v bistvu izplačna tekočina in preverjeno jo imamo v slovenskem književniku, to je, pojasnilo je izplaka, to je tekočina za izplakovanje vrtine, ki pa je ponavadi sestavljena iz bentonitne izplake, iz bentonita kot osnovnega dela, to je pač glina, ki se meša z vodo. To je pač, da rečem, gostota take izplake je tam nekje okrog 1100–1200 kg na kubični meter. In s tem zaradi njenih revloških lastnosti lahko izpiramo vrtine, tako da bi rekel, ne kopljeno. No in tudi ta izplaka kot taka v angleščini se uporablja izraz zanjo je mat, drilling mat, in zelo radi to prevajajo tudi v teh poljudnih oddajah zastriženo z ušesi kot blato, kot da bi učrpavali blato v vrtino, pa dejansko je to izplačna tekočina. To je ta osnovna, ki se je skozi zgodovino, vendar danes, glede na visoke tlake, ki jih moramo obvladovati v vrtini in pa seveda visoke temperature, potem nekako so se zdaj uveljavi polimeri, ki so pa tudi biorazgradljivi. To pomeni, da so okolju prijazni in da niso kot taki poseben odpadek, ponavadi pa so lahko, ker če gremo skozi naftne sloje in tako naprej, seveda jih imamo onesnažene z raznimi ogljikovodiki in podobno. To je pač tako prikazana API cev, tle vidimo eno tako teleskopsko konstrukcijo, to je pač vrtina, kako se izvaja po fazah. No in ko prevrtamo, rečemo, določen segment, tam 300–400 metrov ali 1000 metrov, se odločimo za cevitev, v vrtino spustimo jeklene cevi, to so cevi, ki prenesejo visoke tlake. Tle je tudi imenovano API cevi, ker so narejene po tem standardu ameriškem. V bivši Jugoslaviji smo imeli v jeklarno v Sisku, ki je to proizvajala, danes se to pač uvaža in kar pretežen del se tudi tu uvaža teh cevi tudi z Kitajske, ker žal marsikateri projekt, globok projekt, ki stane več milijonov evrov, je podvržen tudi pač ekonomiji in seveda tam, kjer je ceneje, kar se včasih ne izkaže za najbolje, kar se tudi da. No in ta cementno mleko, to je cementno mleko, ki ima vodocementni faktor. V običajnem življenju poznamo beton, to pomeni, da cement v vodi in dodajamo agregat. V tem primeru pri cementiranju globokih vrtin je samo cement in voda.
Pomeni, da naprimer, običajno je tam vodocementni faktor 0,5, 0,6, pomeni na 1000 kilogramov cementa dodamo 500 litrov vode, tako zelo poenostavljeno, če je vodocementni parnici gre. Kaj je tu pomembno? Pomembno je, da seveda ta cement objame ves ta prostor med cevjo in ostenjem vrtine, ker s tem preprečimo, da bi se nam ostenje vrtine porušilo in vedno, bom rekel, vrtalci, operativci, inženirji, pomeni za njih, ko enkrat vrtino zacevijo do določene globine, takrat seveda je veliko olajšanje, zato ker ta del vrtine je nedvomno 100% stabilen in se nima kaj zgoditi. In se potem nadaljuje z manjšimi primeri z samim vrtanjem. Tako malo bolj poenostavljen način to razlagam, zato da bi tudi nekdo, ki se res ne srečuje s tem, da bi to nekako lažje razumeli. Tlele, če pogledamo na levi strani en tak tipičen primer vrtalne garniture, od vrtalnega stolpa, vrtalne mize in seveda posebnega tako rekoč izplačnega sistema, pomeni, da imamo izplačno pumpo, ki je srce, ki je krvotok vrtine v fazi izdelave same vrtine. To tukaj, kar je prikazano, je tako imenovan vrtalni pribor. To ni vrtalni pribor, ki pa je sestavljen iz tako imenovanega delovnega droga, ki je kvadrataste oblike. Ta delovni drog je vpet v to tako imenovano v rotacijsko mizo. To pomeni kvadratov in vso to vrtanje se izvaja z rotacijo. In to je rotacija vedno v desni smeri, v smeri urnega kazalca. In potem so tle posamezno vrtalno drogove. Jaz vam bom še pokazal to na sliki. To so pa cevi, ki so votle cevi, jeklene cevi, ravno tako po API standardu, ki jih navijamo drugo na drugo. To so lahko dimenzije. Ponavadi za globoke vrtine so dimenzije najmanj 6 metrov, običajno so pa to cevi, ki so dolge 9 metrov, pa tudi 12 metrov. Zato se navijajo se druga v drugo in potem se to spušča v vrtino. Vendar, ko pričnemo vrtati, najprej pričnemo s kotalnim dletom. Najprej postavimo kotalno dleto. Nad to kotalno dleto imamo težko drogovje in stabilizerje, to bom tudi povedal kasneje. To težko drogovje je ponavadi, če je primer dleta, rečemo za 8,5 cola, to je tam okrog 176 mm, je to težko drogovje primera 7,5 ali pa 8. S tem težkim drogovjem, to je drogovje, kjer naprimer imamo na meter skoncentrirano težo, 150, 200, 300 kg. Namreč, zakaj je to pomembno? Če vrtamo v steno, tlačimo, da rečem, vrtalni stroj. Tu je pa dejansko vse obešeno na škripčevju. In iz tega potem na to težko drogovje potem začnemo vijači vrtalno drogovje. In seveda, ko zvrtamo 12 metrov, dodamo nov drog, če je vrtalno drogovje dolgo 12 metrov. Če je pa 6 metrov in tako dodajamo in potem enostavno prodiramo z globino. Naprimer, zdaj v Dobrovniku, da boste imeli občutek, kjer vrtamo končni primer je celo 12 četrt, zdaj se pač to bolj vedo hidrogeologi in tako dalje, za te reinjekcijske vrtine, kjer je pomembno, kakšen je primer, da bi pač ta voda ustrezno šla v sloj, da bi kolikovala.
v tem smislu potem imamo ves sistem nekako v nateznem stanju. Ne? To pomeni, če imamo tega težkega drobovja, naprimer 10 ton, ne, maksimalno, kar lahko obremenimo, to so zelo tako poenostavljene številke, je 7 ton. Ne? To pomeni, več ne obremenjujemo, zato da se nam ne dogaja, ker je ves ta sistem je zelo elastičen, ni tok, ne? Ker če bi bil tok, bi enostavno se poškodoval, bi prišlo do porušitve. In s tem potem napredujemo. No, in kot sem omenil, za občutek, da boste imeli, naprimer, zdaj, ko se vrta, tam nekje okrog 120-130 metrov na dan se izvrta, ne, tega kanala, te vrtine. Seveda, te napredki so lahko tudi mnogo večji, vendar zahteva je, razen če ne vrtamo usmerjenih vrtin, ampak zato je premalo časa, da bi vse to pojasnil. Seveda je zahteva včasih, ker da je vrtina, da ima vertikalnost, ne, da nam ne pobegne iz sloja, ne, ker če nam se na 1000-2000 metrov, če se nam samo za stopinjo 2, je to že v naravi, je to že kakšnih 50-70 metrov od samega ustja vrtine. No, na tej tako poenostavljeni sliki, šolski sliki, je pa ta izplačni sistem, kjer sem že prej povedal, ne, v teh bazenih pripravljamo izplako, zdaj bomo govorili o polimernih izplakah, ki morajo zagotavljati ustrezno gostoto, zato da obvladujemo tlake v vrtinah, ne, to pomeni z stolpcem, naprimer na 1000 metrov, če je gostota izplake 1100 kg, bomo imeli na dnu vrtine nekje 110 barov. Ne. Zdaj, to je zelo težko si predstavljati, ne, kaj v vodovodu imamo 4-5 barov, ne, pa če ventil odpove, ne, je kar neprijetno. Ne. To pomeni, slojni tlak je treba obvladovati. Lahko, da so slojni tlaki pod slojnim tlakom, ki je večji od tega, ki je kot hidrostatičen, takrat moramo to izplako tudi otežiti. Potem so pa pomembne rheološke lastnosti. Ne. Predvsem je tu poudarek na viskoznosti. Ne. Izplaka mora biti ustrezno viskozna, kot to drobno navrtenino, ne, da jo dvigne na površino. Ne. Tlele imamo eno tako sliko, to je tako vibracijsko sito, kjer izplaka priteče iz vrtine, ne, in vsebuje navrtenino, ki jo potem izločamo, zato ker ta tok okrog preko črpalke je sklenjen. Ne. To ne pomeni, da mi za vsakih 6, 10, 20 metrov vrtanja pripravljamo novo izplako. Ne. To je v bistvu krvotok, izplako samo kondicioniramo. Ne. In da bi seveda na nek način dosegli ustrezen kanal vrtine, ne, to pomeni, da je vrtina lepo obdelana, ne, da je, rečemo, nekako pravilne okrogle oblike, valjaste oblike, ne, imamo seveda tudi tako imenovane stabilizerje, ne, ki ustrezno vrtino obdelujejo, ostenje vrtine. Preden vrtino zacevimo, preden izvedemo kot samo cementacijo, vso stabilnost vrtine zagotavljamo z hidrostatičnimi tlaki, pomeni z tlakom izplake, ta izplačni stolpec, ki nekako, da se nam vrtina ne poruši. V praksi se zelo rado dogaja, ne, če imamo nenadne vdore podzemnih voda v vrtino ali pa izbruhe plina, ne, takrat se nam lahko vrtina poruši. Predstavljajte si, da ste izvrtali, ne vem, 1000 metrov vrtine, greste v operacijo vrtanja naprej, naenkrat se vam vrtina zasuje. V najslabšem primeru se vam lahko tudi to zgodi, da se vam zagozdi tako drugove v vrtini, kar je reševanje tega drugove izjemno zahtevno, izjemno drago. Ne. Vse je pa tudi dogajalo že v preteklosti, ne, da so morali kakšno vrtino tudi zaradi tega opustiti. Ne. Tako pomeni, da to inženirsko znanje in predvidevanje, kako in kaj, ne, mora biti zelo, zelo inovativno, da se prilagaja pogojem, ki se vladajo v vrtini, s tem, da teh pogojev ne moramo otipati, ne vidimo jih. Ne. To pač so vse te
manifestacije na ustju vrtine, kar se nam pač dogaja. Zdaj, malo se upravičujem za tako razmetano sliko, ne? Ampak bom rekel, oblikovalsko več stvari sem tle dal in nekako, da bi jih pokazal, ne? To je pač vrtalno drgoje, to je tako vodno drgoje in zdaj, če pogledamo zaščitne cevi, s katerimi pač cementiramo, vidimo se bistveno kaj toliko ne razlikuje. To so ta različna kotalna dleta, imamo tudi kotalna dleta, da rečem, ki so iz umetnih diamantov, predvsem za zelo trde strukture, ne. Tako dleto, eno tako dleto praviloma lahko izvrta ta kotalna dleta, kot taka izvrta je tam 300-400 metrov, pa morate potem dleto zamenjati. Ta PDC dleta, ne, z umetnih diamantov, ta pa seveda lahko tudi več kot 1000 metrov. Tu je pa en tak, da rečem, motor, ne, oziroma turbina, ki poganja, tole turbino poganja iz tlaka in prenaša rotacijo na dleto. To pa vidimo, da je malo zalomljeno, ne, z posebnimi temi metodami, lahko na tak način vrtamo tudi usmerjene vrtine, ne. To pomeni, da vrtine, ki niso popolnoma vertikalne, ne. V naftni industriji, predvsem v zadnjem času, ne, ker se pač nafta in plin se nahajajo v plasteh, ne, pa se izdelujejo tudi horizontalne vrtine. Pomeni, da je tam nekje do 2000, 3000, 4000 metrov vertikalna in potem se z takim vodenjem, ne, z površine se vrtina usmeri in gre lahko v horizontalno vrtino kot tako. Ne, tako da zelo veliko možnosti imamo, ker zdaj bolj, ko gremo globoko v svojo horizontalno, s tem si povečujemo produkcijo. Zdaj, ko se pogovarjamo tudi o energetskih politikah, ne, če greste na statistične podatke, kaj vemo, tudi British Petroleuma ali pa ki jih objavlja, ne, dejansko zaloge nafte in plina in premoga, dokazane zaloge se povečujejo v svetu. Ne, še danes raziskujejo še naprej in še naprej. Predvsem, ko so začeli fakturirati škrilavce Združene države Amerike, ne, so dejansko postale, tako rekoč, so postale neodvisne. Zdaj nekako vam bom tukaj želel pokazati, kako korak za korakom napredujemo. Tle je pač neka izmišljena globina, ne, rečem, taka idealizirana 300 metrov. Do 300 metrov, na primer, smo izvrtali vrtino premera, rečemo, 444 mm in smo vanjo vstavili cevi 13,3 solarno, to je pač malo manj kot 440 mm. No, in potem to zacevili in ustrezno zacementirali, ne. Pomeni, da smo popolnoma stabilizirali ustenje vrtine z samo vrtino. To pomeni, da je vrtina tukaj 100% stabilna. Potem nadaljujemo z manjšim profilom, tukaj je pač do 800 metrov. Ta postopek zopet ponovimo, zacementiramo. Tukaj je prikazan, ker že v prvem koraku nisem omenil, je to tako imenovan cementni agregat. To so agregati, ki črpajo cementno mleko v vrtino. Zdaj, postopek cementacije je še posebej postopek, vendar zato ni nekega časa z vsemi ventili, protipovratnimi ventili in tako dalje. Se nam toliko poglobljeno o tem govoril. No, in ta agregat seveda zmore 200, 300, 400 barov, ne, tam pretoki pri cementaciji so pa od 200 do 250 litrov. Da ne pozabim, bil je en tak interval, v tem primeru 500 metrov, ne, ponavadi zahteva glede na premer vrtine in cevitve, ne, naprimer, da učrpate več kot 10 kubičnih metrov cementnega mleka, ne. To pomeni, da če so pa te vrtine globje, ne,
posebej tiste, ki se pa tudi vrtajo na morju in tako dalje, ne, ki so izjemno globoke, ne, pa seveda gre to v nekaj 100 kubikov cementne tega, da rečem, včrpavanje cementnega mleka v vrtino, cementacijo, in zato vse te naftne družbe, ne, ki so velike, ki se ukvarjajo s tem vrtanjem, ne, imajo posebej inženirje, ki so odgovorni za cementacijo, posebej so inženirji, ki so odgovorni za vrtanje kot tako, posebej so inženirji, ki so odgovorni za pripravo izplake, ne, ker so to dejansko, moramo vedeti, da že v Prekmurju, ne, imamo tam na 1000 metrih, ne, imamo že več kot 40-50 stopinj, ne, pa to ni neka visoka temperatura. No in potem seveda zadnja faza, ne, ko pridemo do konca vrtine, 1500 metrov, potem zopet ugradimo cevi, te cevi pa vgrajujemo, delno so polne cevi, delno so pa filtrske cevi, tako je tlele prikazano, nekako schematično, in pa seveda okrog ustvarjamo umeten zasip, to pomeni zato, da imamo čim bolj stabilne pogoje pri izkoriščanju črpanju vode, v tem smislu, da nam vrtina ne peska, zato ker ima potem to za posledico mašenje vrtine, slabo prepustnost in tako dalje. Tako da temu seveda so pa odgovorni oziroma se pa največ posvečajo hidrogeologi, ne, in seveda na podlagi analiz, granulometrične kemizme in tako dalje, niti ne vem sam vsega, česar se lotijo v teh stvarih, ne, seveda so potem te stvari na tak način. Tudi odprtine filtrskih cevi, ki so, ne, so tudi določene na podlagi granulacije in drugih raziskav. Teh raziskav je zelo veliko. Jaz le ne omenjam, ne, da preden, ko končamo vrtino, ne, opravimo tako imenovane karotažne meritve, ne, spustimo v vrtino sonde, zato da vidimo, kje so prepustni peski, kje niso. Zdaj, ko vrtamo v Prekmurju, je zelo zanimivo, ko smo delali karotažo, da smo našli kar serijo slojev premoga, ne. Ampak seveda to potem imamo tudi te, da rečem, potencialne zaloge premoga, ampak potem pač ne bomo se navljubila. Marsikaj v tej strukturi se najde in s temi karotažnimi meritvami, potem interpretacijami pač lahko potem za zelo veliko gotovostjo povemo, kam, na katero mesto bomo ustavljali te filtre, če gre za pridobivanje geotermalne vode. Če gre pa za pridobivanje plina in nafte, takrat se gre pa z polnimi cevi in te polne cevi se nastrelijo in takrat se pač pričakuje, da bo prišla nafta oziroma plin sam proti površini. Tudi imamo primere pri geotermalnih vrtinah, da tudi vrtine same pritekajo na površino. Tako da, tako po posameznih fazah seveda zaključimo projekt. Jaz sem tle izbral nekako 1500 metrov, zato ker v Prekmurju te globoke vrtine, ki so, ne, dejansko te sloje, tako imenovane murske formacije, kar se zdaj imenuje, ne, se zajema, tam tako rekoč vemo, ne, da bomo dobili termalno vodo. Seveda, ko se to konča, ne, pridemo do tega, da moramo vrtino aktivirati. Zdaj, aktiviranje same vrtine kot take so posebni postopki, več jih je. Tu je postopek, kjer v vrtino črpamo komprimiran zrak, da znižujemo nivo in takrat se nam potem iz sloja sprošča voda, s tem čistimo, lahko imamo pa potem tudi lahko tudi damo tako kot nek bad v vrtino, ne, in to je tako, kot če doma hočete obmašiti odtok, ne, podobno tudi tukaj. Ne. Te postopki trajajo od 3 do 10 dni, zelo odvisno je kako in zakaj.
No, drug je pa potem črpalni preizkus, v katerega vstavimo potopne črpalke in na podlagi tega potem seveda mi tudi dobimo, kakšne količine bomo črpali. Te vrtine, ki sta bile prej rumeno obarvane, to so vrtine, ki so v Sloveniji kot take, v severovzhodni Sloveniji, po neki prospekciji so vrtine, ki so perspektivne za izkoriščanje geotermalne vrtine. O tem veliko lahko zveste na strani Geološkega zavoda in podobno. Pa še za konec, še par primerov dobrih praks. Lendava je prvo geotermalno mesto v Sloveniji. To je Lendava se je pač tam nekje v leta 2006-2008 odločila, da naredijo reinjekcijsko vrtino Lendava 3, kjer enostavno vso vodo vračajo. To pomeni tisto vodo, ki jo načrpajo, jo vrnejo tudi nazaj v vodonosnik. Tle pač globina je, mislim, da te vrtine je 1510 metrov. Tako pa zgleda strojnica, kjer imamo toplotni izravnalec, pa toplotno črpalko. Ta sistem daje 2,7 MW, to, ki imamo v spominu, ogrevajo poslovne prostore in kar nekaj stanovanjskih objektov oziroma večstanovanjskih objektov blokov. No, potem naslednji tak projekt, ki sem ga že večkrat omenil, je Dobrovnik, gojenje orhidej. To je največji proizvajalec v tem področju. Samo eden večji je še na Poljskem, pa na Nizozemskem, seveda so pa največji proizvajalci, kjer izkoriščajo geotermalno energijo. In trenutno vrtamo 2 reinjekcijski vrtini, ker oni tam se zdi okrog 12-13 litrov vode na sekundo črpajo in to vodo bodo vračali v 2 vrtini, vertikalni vrtini, ki sta med seboj razdalje dobrih 30 metrov. No in tukaj je tudi en tak poseben sistem, ko mi dejansko imamo kanal vrtine najprej zvrtan 8,5, potem ga gremo pa v razširitev zato, da bi ustvarjali dosti dobre pogoje, da se bo voda v vrtino vračala. Nekaj se bo vračala že sama po sebi, ker se bo ohladila in je težja, ker je ohlajena. Nekaj pa seveda bo potrebno pomagati z tlačnimi črpalkami. Samo dejstvo je, da vsa energija stane in potem bi nekje morali, če bomo 2 do 3 bare dodajali, potem bo to zelo ekonomsko upravičen ta strošek, ki je nastal. Te 2 vrtini z vsem sistemom ostaneta okrog 4 milijone evrov. Dravske elektrarne se odločajo za raziskave, da bi radi proizvajali električno energijo iz geotermije. To je tak zelo, imajo projekt, ta projekt sem blizu Lendave, sem bil revident tudi tega projekta, vrtina naj bi bila globoka 5000 metrov in tle smo malo skeptični, so res, ker globje, ko gremo v Prekmurju, imamo višjo temperaturo, ampak imamo manj vode, tako da to kolegi geologi dobro vedo, bolje kot jaz, in seveda, ampak te elektrarne ne rešujejo, ne vem, problema, bom rekel, razogličenja, ker to je tam nekje 4, 5, 10 MW, mogoče ena taka vrtina, odvisno koliko je tega. Seveda, Prekmurje pa bi lahko bila, da rečem, CO2 neutralna, Prekmurje kot tako, sam morali bi pa tudi ob voltaiki sončnih elektrarn, bi morali tudi kakšno elektrarno zgraditi na Muri, ampak seveda, če to omeniš, potem ne smeš iti na volitve, lahko kot strokovnjak to govoriš, ampak tako, kot te noben ne bo poslušal, tako elektrarn, čeprav jih imajo. No, pa še nekaj o naftno-plinskem polju Petišovci. 2 leti nazaj smo mi sprejeli zakon v Sloveniji, da je hidravlično frakturiranje prepovedano. To je en tak schematski prikaz te vrtine, kako izgleda. Tle gre za produkcijsko vrtino, to je tako imenovan tubing, to so cevi manjšega primera, ki jih dostajajo vrtino. No in na površini seveda, ko hodimo v Prekmurju, vidite samo tak, naprimer, en tak
hidraulični križ, kjer so zasuni in tako dalje, ničesar drugega, vse je podzemno, no, vendar s tem, ko smo prepovedali to hidraulično frakturiranje, smo seveda se tudi odpovedali zalogam, ker enostavno ni ekonomsko upravičeno na drug način to izkoriščati. Seveda vse te vrtine, tiste rumene, ki sem jih tam pokazal na drugi sliki, seveda predstavljajo pa neko, bom rekel, nevarnost za okolje. No in tukaj moram kolega Brenčič, imel sem napisan podtalnica, ampak upozorilo, govorimo vedno o podzemnih vodah, ampak ta naša stara šola smo imeli še podtalnico kot pitno vodo in smo rekli, talnice so pa podzemne vode, tako da se tudi rudarji tega držimo, nam pa včasih vide. No in to so vse te potencialne nevarnosti, če začne ta vrtina puščati, in glede na to, da je tudi ta podjetje, ki je Geoenergo, ki je imelo koncesijo, je šlo v stečaj, pomeni, da zdaj moramo čakati na zakon, tako kot zakon o zapiranju premogovnika Velenje, tudi na zakon o likvidaciji oziroma ekološki sanaciji vseh teh vrtin. Razen une, ki so potencialne za geotermijo, pa ne bi pustili. Vendar to frakturiranje, manjše volumsko in tako dalje, to je leta 2000 bilo izvedeno, to je ena taka slika, ki jo zelo radi uporabljamo s kolegi na nek način, je bilo frakturiranje, ki ga ne moramo primerjati tisto, ki je rečem, skrilovcev v Združenih državah Amerike, ampak to je nizkovolumsko, to je posebno stroka, vsa je bila tlele enotnega mnenja, da tega res nima smisla prepovedati, s tem se posledično smo se odpovedali lastnim zalogam plina, ampak seveda, ko enkrat ta civilna iniciativa, ko se to enkrat gre v politične vode, seveda se pač je to nabiranje to. Zdaj, jaz tlele nisem pač se to potrudil, da bi to prevajal, tle sem samo pač sestava vsega te injekcijske mase, o kateri se toliko govori, je v bistvu, da je 90% vode, potem 9,5% je tega propanta, ta propant to pomeni v bistvu pesek, to so zato, da injektiramo zasloj, da ohranimo prepustnost, no in pa seveda 0,5% so pa razne kemikalije, ki jih pa uporabljamo tudi v vsakdanji prehrani in podobno. Vendar tle so potem razvili take zgodbe, da kaj vse bomo uničili in podobno. S tem, da če smo izvedli, so izvedli kolegi tako hidraulično frakturiranje, to pomeni, da imamo inženjeri eksakten dokaz, ker smo to leta 2011 naredili, da nekih negativnih posledic za okolje ni. Količina vode, rečemo pitne vode, ki se pa pri tem uporabi, tam nekje 300 do 400 kubičnih metrov po sami eni stopnji injektiranja, če pa to primerjamo z vodo, naprimer že s tem, ko za osebno higieno pa spiramo stranišča, tako da dejansko nismo ogrožali to. Res pa je, da v Ameriki, kjer je pa visoko volumsko, se je pa marsikje to pojavil, da so ljudje ostali brez pitne vode in tako naprej, tam pa je seveda absolutno nekaj takega delati nesprejemljivo. Tako da plinu smo se odpovedali, mogoče bomo začeli skladiščati CO2, kar je tudi po zakonu prepovedano, to imamo tudi v zakonodaji, da CO2 potem bi mogoče lahko zajemali v Šoštanju, CO2. No in na koncu bi se vam rad zahvalil za vašo pozornost. Smo pa vsi veseli in vrtalci in hidrogeologi, ko na koncu, če nam uspe, da dobimo erupcijo take vode. To je pa pol tist uspeh, ki je bil namen vrtanja uspešen. Ni nujno, da je erupcija tudi za eruptom, ampak gre za to, da vsa ta sredstva, ki si jih položil, da ni nujno, vse te vrtine, ki so bile izvrtane v Prekmurju, mogoče bil odstotek vrtin, ki so bile pozitivne 10-20% od 100-200 vrtin. Tako da zelo veliko denarja bo treba vložiti, da se prišel do tega. Še enkrat hvala in računarji vedno zaključimo za srečno.
Zdaj vrtali ste globoko, ampak do pekla pa niste prišli. Tako kot naj bi domnevno pri najglobi vrtini 12 km v Rusiji, ne, kjer so menda slišali, kako se grešne duše matrejo v peklu. No, zdaj pa prosim za vprašanja. Tukaj nekaj takih, ki ta tema posebno zanima. Mislim, da bojo podali kakšen komentar. Ja, pa jaz se Doktor Markič. prvo mogoče. Hvala lepa, ne, profesor Vukilič. Mi se poznamo že dolgo časa, ne. Tudi smo bolj, ampak tudi posami stroki geologi, en del jih je res, predvsem hidrogeologi so na tem področju, jim je to znano, ne. Zato, da je bilo zelo dobrodošlo, ne, da je do takega predavanja prišlo tudi tudi za splošno, za širši krog, ne, bi pa dejansko je to gre za visoke tehnologije praktično, ne. Danes že velike meri digitalizirane, sofisticirane, z veliko visoko tehniko vseh mogočih meritev, ne, pa tudi rad bi še to mogoče podaril, da včasih mogoče misli tako nasplošno, ja, da se kar pride tja v neko koruzo in se tam postavi vrtina, ne, in se potem tam vrta. Meni ti bilo zato ne reči dobro, kako globoko se vrta. Namreč napredno se sploh pristopi, zdaj zgovorim kot lajk, kot geolog, kot inženir. Ampak tukaj je cela vrsta postopkov, ne, napreden pride ne do takega, ampak tudi do predvsem pritvejših vrtina, ne. Cela vrsta od načrtovanja, projektiranja, recenziranja, potem izvedbe, kontrole izvajanja in potem zaključniki špecialne službe so prisotne skozi cel čas. To je res zahteven postopek in to smo pri nas imeli razvito do velike mere, zdaj bomo pa kar odkritne do leta 90. Do takrat smo tudi imeli znanje, tudi tehnike, podjetja, ki so izdelovala to opremo, potem je pač obdobje, kakršno pač je, a ne, in ne imamo tudi tuje druge. Ja, toliko glede tega hidravličnega frakturiranja, ki je bilo tudi omenjeno, ki je tudi bilo precej razbohotilo družbo, je pa tako, da prejšnji izraz za to je bila hidravlična stimulacija. In Nemci, na primer, še zdaj uporabljajo za to izraz hidravlične stimulacijo. Pa dajo oklepaju, tak hidrofrakturiranje, ki je ameriški izraz in iz tega pride vsa popačnika, ki niti v Slovarju in je ta slavljen fracking. Zdaj, to je pa že profesor Vukilič povedal, da za popolnoma druge stvari, kot bi se dogajali v ZDA, ker je zdaj je prepovedano, ne, bi pa to samo še, da prva hidravlična stimulacija v Petišovcih je bila izvedena leta 1956 in potem še več 10 let. In noben se ni, to je bil čisto nek normalni rodarski postopek, brez nekih posledic na okolju. No, se potem si imel predavanje. Sam sem bil, ne, pač ne za raziskave geotermije, pa tega, ampak pred 80 letih na raziskave za premog, ne. Tam sploh praktično smo naredili kakšno vrtina na plin, nekaj 4 uri do podavi. Pa pri tej 200 kolosalnih, ne, ampak stavljali. Tako da, tle je pač, res na strokovno vprašanje, ne, dobro utemeljena, ki pač pogosto v družbi, ne, čeprav z vsemi argumenti, ne bi bilo nekega odmeva, oziroma bi so govorili. Hvala lepa. Izvolite, profesor. Na karti sem opazil, da na severozahodu prek morja, na Goričkem, tam okrog grada, ne, tam ni nobenih vrtin, ko sem pač zaznal. Zanima me, a tam, kjer je bazalt, tudi v sosednji Avstriji, se potem vleče naprej proti Balatonu, ni možnosti za, niso spodne plasti segrete ali kakorkoli v kakršnikoli zvezi s tem terciarnim vulkanizmom. Mislite za uporabo za namene geotermije ali za plin, nafto? Ne vem, zdaj. Na geotermijo, mislim, da je. Ja, zdaj pač tle mislim, da kolega Rajan mogoče še bolj vedel od mene, ne, ampak
geotermija je dejansko nima omejitev, ne. Tudi če mi na primer pridemo v sloje z visokimi temperaturami, pa da mogoče ni vode, ne, potem lahko injektiramo hladno vodo, ne, med vrtinami sfakturiramo, tu so že projekti v svetu, ne, niso poceni, ne, in potem tudi na ta način pridobimo. Vse to, kar je pa to, ne, to je pa, kar je to rumeno, to je pa večinoma skoraj 100% vrtano za namen iskanja nafte in plina. Tako da zdaj, mi smo imeli tele, pač, da je to tudi spor sodni glede tega, ne, smo imeli podjetje, ki je bilo pripravljeno vlagati v te raziskave, vendar seveda pod pogojem, ne, da je to ekonomsko upravičeno. Drugače pa teh omejitev ni, ne, za geotermijo. Tako imenovana ta hot, dry rock, ne, suha, vroča plina, to so projekti, ki se delajo. Ne. Ponavadi to vlagajo ljudje, ki imajo, bom rekel, na rekovajih preveč denarja, ne, da vložijo tudi v to. Zato imamo tudi v Mariboru terme, ne, ker ne vem, če imamo 2 litra ali 3 litre vode v sekunde, ne, tam smo pa v metamorfnih kamninah, ne, in takrat v času, kot je kolega omenil, tam v 90-ih letih smo tam vrtali, ne, 5 vrtin je tam, 6, ampak to je investiral družbeno podjetje, Pohorje, ne, turizem, kjer so imeli igralnico in duty free, ne, in so imeli toliko denarja, da je on bil kot entuzijast za geotermijo, ne, da je pač hotel postaviti terme v Mariboru, ne, sam hidrogeološki pogoji za to so pa tam slabi. No, in ko so Rusi to kupili, zdaj je to tega podkonca. Smej še nekaj vprašati. Najbrž nisem edini, ki bi me zanimalo, kako je pa to malo po svetu, čeprav seveda teh vrtanje ogromno, ne, za energente, ampak vrtanje recimo v živo skalo, verjetno je na polotoku Kola to primer, ne, niso sedimenti, ampak so verjetno kakšne starejše zadeve. Torej, razlika med vrtanjem v eno trdno kamnino ali pa v sedimente, take sipke, terciarne, je pa razlika, ne? Ja, seveda, no, mislim. Ampak je možno, ne, to smo dokazali pa za zelo slabo opremo, ne, tudi v metamorfne, ko smo vrtali, ne, na Pohorju, so pač orodja temu primerna, ne, seveda so manjši napredki in vse je zelo, zelo drago, ne, v primeru z, če gledamo tle, peščenjake vrtati in tako naprej, te primerjave. Tako da, to se da, vendar vprašanje je, ne, smisel tega, ne, zakaj bi nekam vrtal, če iz tistega ne bo nič, ne, razen, ker je namenjeno kakšne posebje tega. Drugače pa zanimivo je to, ne, da to madžarsko podjetje, ki pri nas danes vrta, ne, ima 8 vrtalnih garnitur, to je gospod tam okrog 70 let, ima 8-9 garnitur in za 3 leta je na projektih geotermije na Madžarskem, Romuniji, Bolgariji, v Ukrajini mu je eno stroj ostal, za 3 leta je razprodal. Toliko dela ima. In zdaj, ker je ta zeleni prehod, ne, ker tole v Dobrovniku je financiran iz nepovratnih sredstev, mislim, da je ta odpornost okej, ker so dobili pač sredstva, da so to realizirali, ne. In zdaj seveda, zdaj se vse to tako, pa to je na nek način, zato so vse potrebne subvencije, ne. Naprimer, ta, ki ima paradižnik lušt, ne, ta se ni odločil za reinjekcijsko vrtino, so bila sredstva na voljo, ampak se je raje odločil za subvencije pri plinu, ker on pa segreva rastlinjake s plinom. To je pa realnost. Ja, ampak on je bil, nekaj smo za en projekt, ne, Ja. take sofinancerski, vi pa zdaj, ne, to je direktor, ki je zelo fleksibilen, prožen. Ja. In je bil zelo naklonjen tej reinjekciji, bi tudi sofinanciral in vse, praktično že, ampak potem se tole obrnil, ne, in se je potem dosmeril na to. Ja. Tako da te zgodbe, mislim, preklejem nekaj licemerstva tudi, ne, po eni strani bi zelo podpirali geotermijo, ampak potem pa nabijo. No, ampak zdaj mu je pa že žal, ne, Ja. ker je takrat kupil plin za 3-4 leta po taki ceni, ne, zdaj pa teh subvencij ni več in zdaj pa zamudil, ne. Tudi
slovenska politika, veste, vsi, ki pridejo prek mojo, govorijo o geotermiji, ne, ampak potem pa denarja za to podpirati, ne, subvencionirati, pa ni, ne, ker, glejte, take goji orhideje, on ne more 4 milijone evrov vložiti v vrtine, ne, da bodo pol orhideje, ne vem, po 50 evrov, ne, to nobena okupu, ne, tako, pač, žal, to je pa ekonomija. Izvolite. Dobar dan, jaz sem Marko Munih, pa prihajam čez... Kar smo spali. A vrtate tudi za sediment, iz katerega lahko geologi oziroma paleontologi določajo starost izvrtanih kamnin. Ja, v vseh teh vrtinah jemljamo jedra, ne, kjer je in tako naprej, pač odvisno od, jaz ne, ker sem na fakulteti zdaj prav, ampak so, seveda, v bistvu, čemu so raziskave namenjene, kaj ne, tako da na tem geološki zavod tudi mogoče bolj ti veš, ampak... Ja, mi imamo tudi v naši zakonodaji piše, ne, da ima geolog, ampak to ne geološki zavod je pač eden, ne. Geološki zavod da ima dostop do vzorčenja, na teh vrtinah globokih, za arhiv v smislu izdelovanja, možnosti izdelovanja državne geološke karte, ljubinske, ne. To vzorčenje se izvaja, ne, sam dostop do teh vzorcev pa po določenih pravilih. Predvsem nekaj je pomembno bil naročnik. Ampak vse pa arhivirane izvajajo. Ja, arhivirane, oni jemljajo na vrtini, jemljajo to imane, kot je bilo prikazano na sliki, to so v bistvu drobce kamnine, ne. Ja, drobce kamnine. Ja, in potem proučujejo v njih, a so imajo kakšno organsko osnov in lahko tudi seveda paleontološke zadeve, na vsakih 100 metrov, ne, na vsakih, ne na vsak meter, ampak na vsakih 100 metrov, recimo, se povzeme celovito jedro tega, ne. Če bi pa to jedrovali, ne, ker recimo v pritlejših vrtinah, pa če sem bil v raziskavah premoga, kjer je bilo denarja ogromno in se je jedrovalo, ne, to je pa izredno drago, pritlejših vrtinah, da gre, da bo zabite celo jedro. Izvolite, profesor Munih. Dobar dan. Marko Munih, čist drugega področja, elektrotehnika, robotika, ampak vseeno sem sprašal poslušati. In me zanima geotermija, to, kar ste vi govorili o elektriki prek morja, testa zadeva. Vemo, kako to krasno deluje na Islandiji. Tam imajo, ne vem, 350 MW elektrarno, cel v reki veliko grevajo, vse bazene, vse živo. Japonci imajo tudi precej potencijala na tem. Ampak vi mislite, da se to sploh izide pri nas? No, gledajte, zakaj prek morja, ne? Mi dejansko, spet en tak teh naših krugih vedenskih se lahko tudi dogovarjamo. Naprimer, Murska Sobota ima toliko geotermalne energije na voljo, da vrtine že izdelane in vse, da bi se lahko cela Murska Sobota ogrela. Preprečal so, drug župan je prišel in je preprečil to ogrevanje, zato ker je bila večletna pogodba za oskrbo z petrolom, za plinom, in pa se tega niso notevali. Moje mnenje o tem je, da pač to pridobivanje električne energije je iz geotermalne energije pri nas, mi se ne moramo primerjati z Islandijo, pa tudi tam ne vem, koliko proizvede električne energije iz geotermalne energije, ampak za ogrevanje, to ogrevanje primarno in za kmetijstvo, zdaj se bo tam zraven Dubrovnika je tudi projekt Žitkovci, kjer se bo delalo 5 vrtin, in ne bi nastal največji rastlinjak za proizvodnjo hrane. In ko sem tle mislil tako, sem rekel, v redu, imamo geotermijo, lahko se celo Prekmurje, če še zraven dodamo plitvo geotermijo, s toplotnim črpalnikom, sploh pa imamo neomejene možnosti. Po drugi strani lahko veliko sončnih dni je tam, lahko postavimo sončne elektrarne, tudi nekako jih moraš umestiti v prostor. Pa še, če bi na Muri zgradil par elektrarn, pač ta regija oblično je neutralna, zato ker tistega prometa se ne moš izogniti. To so čisto realni cilji za tako, ampak elektrarn na Muri po vsej verjetnosti ne bo. To je vse realno, samo vprašanje, koliko je ceno na koncu. A mislite, da ta energija, električna energija, ki bi jo dobili iz tega procesa, to je 5-10 MW, lahko bi več naredil v tem.
Ampak kar se pa tiče ogrevanja, ne, Lendava ima strošek ogrevanja teh blokov, ne govorim poslovnih, imajo ceno, meni se zdi, 30% cenejše, kot je takrat cena ogrevanja na plin. Na ta način, ker ta energija, ki jo mi enkrat dobimo iz geotermalne energije, mislim, je zastonj. Ta teče, mislim, imaš neke stroške vzdrževanja pa distribucije, ampak kot energent, ne, se vrti, no, tako da to, kar kolegi na Geološkem zavodu, kar dobro vedo. Veste, tule Islandija proizvede 20% svoje elektrike iz geotermalne energije, ostalo iz hidro. Z našo globoko vrtino, ki se vrta GV1, torej verjetno so ciljne kamnine, neke metamorfne, razpokane, mogoče karbonatne kamnine, odvisno kaj bodo v podlagi neogenskega sedimentov, ne, naleteli v globinah, ne vem, 4,5 do 5 km. In vprašanje, kako prepustne bodo te kamnine, ne. To je zdaj veliko vprašanje in dvomim, da lahko ena vrtina pridobi 5 MW moči, ne. Ja, seveda, to je vprašanje, ne. Ne, kje, lej, Sulzerfore v severovzhodni Franciji ima 1,7 MW, pa so 5 vrtin zvrtali. 3 so 5 km globoke. Če to primerjamo z hidroelektrane, ki so tam kaj 40-50 MW, 60, ne? Ja, torej v svetu so te hidrotermalni sistemi visokih temperatur ta glavni rezervoarji za proizvodnjo elektrike v teh državah, kot so srednje ameriške države, mislim Latinske Amerike, ne, pa imate cel kup v Keniji, Turčiji, torej Indonezija, Filipini so glavni proizvajalci poleg ZDA, ki so na prvem mestu, ne, predvsem Kalifornija in Nevada. To je vse na stiku tektonskih plošč, ne. To je vse na stiku teh Ja, stik ali pa podrivanje. Islandija je tipični primer, ki vidite ta stik med ameriško pa evrazijsko ploščo, ne. To je seveda največji geotermalni fluks. Panonska nižina, ne, tle pa tega ni, ne, ampak je pa fenomen panonske nižine v tem, da je skorja tanjša, ne, zemljina skorja je tanjša, bistveno tanjša kot na območju Alpine in je večji fluks. Zato ni panonska nižina ni tako kot tektonika točk. Še kakšno vprašanje? Tole me zanima, če smem vprašati s tem trekkingom, kako pravite ni škodljiv za nikogar, da niso to eksplozije po zemljo, premika? Ne, če pogledate sam primer te vrtine, ne, to se dogaja na globinah med 3500 pa 3300 metrov. Ne. To je primer te vrtine, je tam 5 col, ne, to je 127 mm. To je tako majhno. Mi zdaj greste z nekim tlakom, tam 300-400 barov, s tem, da že imate hidrostatični tlak. Ne. Če še ne upoštevam tega, ne, je pa še v bistvu bistveno višji, ne, v tem smislu. Ne. Tako da, ko frakturiraš in to frakturiranje, če bi začel kje puščati, ali pa če bi prišlo do nekih podzemnih eksplozij, ne, kar seveda ni možno, ne, pač narobe, če se o tem pogovarjamo, potem se tako lahko prekine. Ker veste, ko vi to je čisto, bom rekel, ko balon polnite, ne, in če poči, potem ne morate več polniti, ne, tako da se to vse, tudi testira se vse te cevi. In ko smo to delali, ne, dejansko nismo imeli teh negativnih, nič ni okrog kuhaja. Naprimer, če se pa spomnite Mehiškega zaliva, ko je bilo tisto, ko je nafta bil velik iztok in tako dalje. Takrat je pa nafta prišla na površje, izbruhala med cevmi in cementacijo, ker je bila cementacija zelo slabo narejena, ne, in je takrat prišlo do tega izbruha. Ne, pa dobro. Nafta je spet organska, takrat je vse to nekaj razpade, če je to v enih peskih, niti se ne vidi čez par let, hujš bi bilo, če bo to v Jadranskem morju. No, ampak
Mislim, ta frakturiranje niti Madžari, niti Hrvati niso prepovedali. Pa so tako rekoč ne iz istega, skoraj iz istega bazena. Ne. Tako da, seveda, tako da, zato, ker imamo izveden poizkus, ne, tako bi rekel, ne, seveda da ni bilo čisto vseeno, veste, takrat, ko se je to dela, ne. Tle živimo, ne pa da tam na Višnjiku te stvari niso tako enostavne. Potem prav iz kamenine pride nafta v. Ne, ona je že noter, mene sam je zaradi, ker je že izčrpana in potem je prepustno slaba in vi morate povečati, ne, da lažje priteče po razpokah, ne, zato zelo poenostavljeno zdaj govorim na površino, zato sfrakturirate oziroma stimulirate, zlomite to, ne. In zanimivo je, ne, mi smo v zakonodaji prepovedali frakturiranje za pridobivanje in raziskovanje ogljikovodičev, ampak lahko pa frakturiramo pri geotermalni energiji. Ampak postopek je enak, ne, tako da prideš, zdaj ti govoriš tiho, tako je, ne. Tako, mislim, to je zdaj, veste, to so absurdi, ne, ampak Francozi so napisali, ne, Francozi imajo napisano za geotermijo, ne, da ne smejo uporabljati izraza hidravlična frakturiranja, ampak samo la stimulacijo hidrolik. Geotermiji la stimulacijo hidrolik. Da ne bi slučajno podobršnega nekaj. Drugače pa dobite na internetu, mislim, to je res, na internetu, to je ta zmešnjava, zaradi katere je prišlo, na internetu dobite en kup slik, samo date ta fracturing, fracking date, dobite en kup slik, ki so prvo, so popolnoma brez merila. Nobena praktično nima sploh merila. In potem imate narisan takle stol, pa približen toliko pod tem stolpom, a ne stolp recimo visok 50, 60, 70 metrov, pa je pa že kar na globini teh, isto kot je stolp visok, je takole in potem so tiste razpoke narisane kot ne krokodile zobe. Mislim, in teh slik je ogromno in to je popolno zavajanje. Še kakšno vprašanje? Če ne bi se zahvalil predavatelju, skromnim darilom.